Revija Eol, junijska številka, ne more mimo okoljskega kriminala. Veste, za kaj gre. 5 let je od tega, kar je vlada Slovenije sprejela program Kaj s komunalnimi odpadki oziroma z odpadki. Tudi s komunalnim blatom. V terminsko obdelavo naj bi šlo 70%, v biološko predelavo pa 30%. Toda lažje je bilo izvažati komunalno blato Madžarom, dokler niso zaprli vrat in enormno dvignili ceno. Problem torej ni od včeraj, ampak že kar nekaj časa traja, tako za upravljavce čistilnih naprav, pa tudi za okoljsko ministrstvo. Še več, imamo dobro prakso. V Celju že nekaj let z blatom komunalnim namreč ogrevamo mesto, v Ceropucenci pa so iz blata in pepela začeli izdelovati kompozit, gradbeni material. Torej, znamo. A nekateri brezvestno odlagajo, kot zadnje čase slišimo in beremo, blato v naravo. Čudno je pa vendarle nekaj, da se ve, od kod je blato, da se ve, kdo ga je prevzel in da se ve, kateri tovornjaki so ga prevažali. Kako to, da krivca ne najdemo? Pa vendarle ne gre le za kriminal. Slovenija potrebuje rešitev, kam s komunalnim blatom. To naj bo prava lekcija tega kriminala. No, povsem druga in drugačna zgodba pa je nazarsko podjetje BSH. Od lani so ogljično nevtralno podjetje, kar je velik dosežek. Direktor Matija Petrin pojasnjuje v reviji, kako so to dosegli, kako načrtujejo razvoj izdelka in njegovo uporabnost oblikovalsko in funkcionalno. A to ni edini zgled, kako znamo. Predstavljamo v reviji tudi nekatere nove ambasadorje slovenskega gospodarstva. Kakšna je njihova zelena, ustvarjalna in digitalna poslovna vizitka za preboj na globalnem trgu. To so pravi ambasadorji. In ker v tem času potrebujemo zelo veliko optimizma, naj povem, da je vse več podjetij, ki se zaveda, kaj in kako lahko odločilno vplivajo dobavitelji na zeleno identiteto podjetja, za njegovo zeleno preobrazbo. To je osrednja tema junijske revije Eol, torej kako s trajnostno prakso. Pri spremembah v okolju moramo biti konkretni. To je sporočilo junijske revije Eol.